Trg Leona Štuklja, danes končno odprt. Kaj lahko pričakujemo vse, kar se bo dogajalo na tem trgu? To je nova duša mesta, ki omogoča različne prireditve. Predvsem želim, da bodo tako gostinski lokali kot nekateri drugi objekti, ki kakorkoli na tem delu trga delujejo, da bomo z enim predpisom uredili, da bodo vsi imeli enotne mize, enotne stole, enotne senčnike, tako da bo mesto izgledalo. Tudi sam nisem pusto, da bi na tem mestu stali city lighti ali oglaševali. Mi planiramo v skladu z proračunom, ki je bil sprejet in imamo zagotovljena sredstva na tem mestu postaviti 3 infotočke v elektronski obliki, ki bodo na touch, na dotik in želimo približati informacije tudi na ta način turistom in občanom. Ker bo tole odprto ljudem, si jaz predstavljam, bi rekel, zelo ljudske variante. Jaz računam, da bo ta trg živel ne samo od prireditve do prireditve, ampak da bo pritegoval ljudi od raznih naslovov, pa odvisno, koliko bo tukaj kulturne ponudbe. Jaz sam sem sicer za prireditve, ki so take, da niso preveč hrupne, če tako rečem, ampak na takem trgu se da tudi kaj bolj komornega narediti. Sveda, če je pa državna proslava, bo pa vse skupaj malo močneje. Bo trg pod video nadzorom ali kako drugače varovan, da ne bi vandali uničili te nove pridobitve? Ne želim, da bi bil trg pod video nadzorom. Bo web kamera spletna, ki bo na nek način preko spleta dostop do življenja na trgu. Jaz mislim, da bodo Mariborčani spoštovali to novo investicijo in da vandali, tako kot so bili na delu tisti dan, ko so nekateri tukaj na gradbišču imeli novinarsko konferenco in nam posekali kable, da do otvoritve ne bi prišlo, da bodo opustili trg primerno in se ne bodo znašali nad novo pridobitvijo v mesta. Jaz pozivam vse občane, da naj varujejo ta trg. Jaz mislim, da šele to začetek ene prenove starega mestnega jedra, da mi resno mislimo z obnovo glavnega trga, Rotovškega trga, Slomškovega trga, in če bomo imeli veliko uspeha pri nekaterih projektih, bi si zelo želel, da bi ta trg Leona Štuklja nadaljevali na Trg Svobode in bi tudi Trg Svobode prenovili. Razmišljam veliko o tem, kakšen je, ker si ga nisem še v celem ogledal, sem pa zelo vesel, da se je Maribor za to odločil, da se na tak način oddolži imenu velikega moža, ki se piše Leon Štukelj. Veseli me pa tudi, da so ulico poimenovali po osamosvojitvi in drugi del po Škofu Držečniku. Potrebno je še prebarvati te stebre, ki nosijo javno razsvetljavo, in glede na rok dobave bodo v teh dnevih zmontirane originalne luči, ki se prižigajo na senzore. Te luči so začasno, tako da je trg razsvetljen in jaz mislim, da v teh dnevih bo tudi to dokončano. Kako pa je z ovadbami in negativnimi mnenji Računskega sodišča, ko je govora o novem trgu Leona Štuklja? Jaz mislim, da bodo nekateri ali pa bomo nekateri posamezniki deležni kazenske ovadbe, predvsem zato, ker smo podpisali pogodbo z vodovodom, ki je v 100% lasti mestne občine Maribor in ostalih občin, ker smo šli po poti in-house. Je pa to čudno, če ti kriminalisti pa novinarji hodijo skupaj na odpiranje javnih ponudb, to se dogaja samo v Mariboru. In kako komentira župan transparente, ki so jih na otvoritev prinesli nekateri občani? Ljudje so nezadovoljni z vlado, videl sem, da z družinskim zakonom. Jaz mislim, da imajo pravico izražati svoje mnenja na javni način. Zaenkrat še beseda ali pisani stavek ni kaznivo dejanje, tako da še živimo v svobodni državi in so se pač tu pojavili za 10 ali 15 minut, pa mislim, da so imeli dobre namene in nič slabega. Zelo ostro pa se je župan Kangler odzval, ko je bilo govora o dolgem času prenove trga. Za vas, ki prihajate zvečer, je ta dolgi čas, ki ste na spletnih straneh redno obveščali in šteli dneve in tedne, za gradbince in tiste, ki se spoznajo na stroko, pa je to normalen čas. Če vi niste bili sposobni, da bi zapisali vsaj en stavek,
da je mestna občina Maribor v tej investiciji zamenjala azbestno vodovodno cev, je potem moje mnenje pač takšno, kot sem ga tudi zdaj podal. Tukaj, kjer vi stojite, je bila več kot 100 let stara azbestna vodovodna cev. In tudi nepredvidljive dogodki kot to, da tudi naše službe niso vedle, da zgornji del Svetozarjanske ulice ni priklopljen na kanalizacijo in da imajo na dvorišču greznice, je bilo potrebno urediti in priklopiti. Tudi to, da je v sredini trga pač betonski skelet od bivšega kopališča, ki je bil v mestu in ga je potrebno bilo razbiti, pomeni nekaj dodatnih del. Sam pa naj poudarim, da če ni bil proračun sprejet in če so bile vremenske razmere v zimskem času takšne, da se kamen ni dal polagati, potem jaz razumem gradbince, da so ta trg predali svojemu namenu oziroma prenovili prej kot leto dni. Mislim, da v juliju smo začeli lanskem letu z deli in da sedaj mesec juni, dan, ko praznujemo 20-letnico samostojnosti, in je tudi prav, da smo dobili.